Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer in dobrodošli v tokratni oddaji Ura resnice na spletnem portalu Info360. Moje ime je Aljuš Pertinač, z nami pa sta naša stalna, eminentna komentatorja Edvard Kadič in dr. Sebastijan Jeretič. Oba toplo pozdravljam. Lepo pozdravljam. Naša nocojšnja tema pa je gospod Nateg ali doktor populizma. Kaj lahko še verjamemo predsedniku vlade Robertu Golobu? Edo, bi midva začela tokratno debato, če se strinjaš. Najprej bi te vprašal, kako ti kot strokovnjak za tako verbalno kot neverbalno komunikacijo ocenjuješ komunikacijo premierja potem, ko je v javnost prišla odločitev Komisije za preprečevanje korupcije, da je kršil načela integritete? Na eni strani kot katastrofalno, na drugi strani pa kot zelo konsistentno. Če se vrnemo v leto 2022, pred volitvami, a ne, volitve so bile leta 2022, konec aprila, je že v januarju, ko je njemu prenehal mandat v GEN-I, se je začelo to njegovo v bistvu cepetanje in kričanje in kako je to možno, da on ne bo več predsednik uprave in tako naprej. In je v ozadju tega je bilo samo, da mu ni bilo podaljšan mandat. Ne. Takšnih predsednikov uprave letno, ne vem, v Sloveniji se zamenja, kaj pa je pač čuda. A ne? In je bil on samo eden od predsednikov uprave, kateremu je potekel mandat. In to njegovo cepetanje, kričanje in potem te infantilne obljube, ki mu danes, kako bi rekel, povzročajo zarečen kruh, so se takrat začele. Jaz bom še enkrat ponovil, ne, sem takrat kmalu v eni od oddaj pač napovedal, da bo to verjetno eno najbolj osovraženih likov slovenske osamosvojene Slovenije v političnem prostoru, ravno zaradi tega, te narcisoidne, kaj ne rečem, z božanskim kompleksom podložene osebnosti, da samo on in nihče drug. Ne. To pa, da je v bistvu pojedel besedo s tako preprosto obljubo, ki mu je bila takrat dana in je bila relativno logično takrat odgovorjena, da ali bo v primeru ugotovljene kršitve integritete odstopil, da je rekel takoj nemudoma da, seveda, da. Ne. Kaže še na, da je šlo takrat za tipično marketinško potezo, to je bilo najprej, to se pravi narativ, ki naj bi čim bolj ustrezal volivcem, to se pravi komunicirati na tak način, da bo čim bolj izvoljiv. Ena stvar in druga stvar, da je, kako bi rekel, šel na zelo tanek rob z nečim, kar v resnici ni kazenska ovadba. Ne? Gre za integriteto. To se pravi, gre za, kako bi rekel, držati se svojih besed. Ne, izvajati tista dejanja, ki si jih obljubil volivcem. Ne. Ta kredibilnost je danes na nivoju Pavža Lazarja zelo preprosta. Ne. Ljudje dajemo nekomu neko kredibilnost, pravi, izraz besede kredibilnost je v zaupanju, ne, verjeti na besedo, kar pomeni tudi kredit. Ne. Dajemo kredit, da lahko počne nekaj, kar je obljubil, da bo počel. Ne. In on je v bistvu pojedel besedo in jaz moram reči, da sem zgroženo to opazoval in še na eni strani, da je sploh si to dovolil, na drugi strani pa moram reči, da gre za neko konsistenco v njegovi komunikaciji. Ne. On, nihče drug kot on in on je od Boga poslan, bil je od Boga poslan v GEN-I, bil je od Boga poslan na mesto predsednika vlade in ne bi me čudilo, moram kar na glas povedati, res me ne bi čudilo, če pridejo volitve v marcu in bo zvisel, po domače povedano, in bo razglasil, da te volitve sploh niso, bom rekel, veljavne. Ne? Res me ne bi čudilo, ne? In ob tem moram še to dodati, da me še bolj čudi tudi podpora, ki jo na eni strani uživa, to, da v njegovi stranki ga podpira, ta del mi je še nekako normalen. Ampak da koalicijski partnerji tako nekritično pristopajo k to evidentno pojedeni besedi, me pa naravno šokira. Torej, če se vrnem na izvorno vprašanje, na eni strani se mi zdi skoraj nemogoče, da politik počne to, kar Golob počne, hkrati pa opozarjam, da gre za neko konsistenco v njegovi komunikaciji s tem božanskim kompleksom, katero on drži že ves čas in kateri se v tej oddaji in v drugih podobnih oddajah ljudje samo čudimo oziroma čudijo, da volivci to prenašajo in da tako, tudi novinarji s tako lahkoto požirajo, bom rekel, te in besede in ne nazadnje, kar je bistveno dejanja, ki jih on počne. Ne? Ja. Sebastijan, si ti pričakoval, da bo predsednik vlade odstopil potem, ko smo izvedeli za to odločitev KPK? Seveda.
Ne? Če citiram predsednika vlade iz časa kampanje, kar je omenil Edo. Zdaj pa, če se pa malo zamislimo, seveda lahko ugotovimo, da ta prvi impulzivni odgovor seveda temelji na drugačnem razumevanju politične kulture, etike, omike, držanja besed in tako naprej. Ne? Mislim, predsednik vlade je skozi celoten mandat pokazal, da laže brez težav, da zavaja brez težav, da nima nekih vsebinskih rezultatov v tem mandatu in da vse, kar mu ostane, je strašenje pred Janšo, kar smo videli tudi na tistem znamenitem kosilu, na katerem je predvsem požrl vse svoje partnerje. Ne? In velike obljube. Ne? In velike obljube za naprej spet, seveda. Zdaj je ponovno obljubo, ne, da ko bo pa sodišče tisto bo pa spoštoval. Ne? Razen, kaj pa če bo sodba drugačna od njegovega razumevanja, kako bi sodišče moralo razsoditi. Ko si omenil, da ne bo zapustil oblasti, on je obljubil, da če izgubi, bo odstopil, ker je neumnost, ne? Ker seveda nimaš kaj odstopati, ker ti mandat v nekem momentu poteče. Ne? Razen, če bo to odstopalo od pričakovanja, razumevanja, ki ga on ima za rezultat, ki bi se moral zgoditi. Ne? Skratka, jaz se prav veselim branja knjige Bojana Požarja, Gospod Natek, ker mislim, da je s tem naslovom zadev v srčiko karakterja in v srčiko tega mandata. Ne? Ali pa, če rečemo drugače, tako kot je včeraj za Pop TV rekel naš kolega Miran Videtič, ne? Ljudje so takrat volili vrhunskega menedžerja, dobili pa so vrhunskega prevaranta. Ja. Zdaj, omenjena knjiga, mislim, da ima 800 strani, ne? Tako da bo veliko za prebrati. Zdaj, če je vsa vsebina konsistentna... Imam preobrnahen kasec. A samo 800 strani, ne glede na temo. Če je vsa vsebina konsistentna z naslovom, pol se Golobu bolj slabo piše. Ampak vendarle sem vam hotel vprašati. Ne? Zdaj, glede na to, volitve so že sklicane. Ne? Če bi Golob zdaj recimo odstopil, ne? Na ta način pač v bistvu ne bi izgubil nič, ne bi bil nič manj časa na oblasti, se ne bi zgodil, ker jasno je, da ne bi imeli nove vlade do volitev. Ne? Postopki so že stekli, na nek način bi v bistvu s tem tudi umaknil opoziciji, delu medijev, političnim nasprotnikom priložnost, da ga napadajo zaradi tega. Ne? Presenetil mogoče tudi vse skupaj, še najbolj verjetno samega sebe. Ni se za ta korak odločil, a vidite, temu to pripisujete ravno temu, o čemer si ti govoril, Edo, pa kar si tudi ti omenil, Sebastian. Ne? Da on dejansko ne pristane na to, da bi karkoli naredil narobe, da bi storil kakršnokoli napako, oziroma še več, da bi kdorkoli drug imel neko ingerenco nad njim, da bi lahko presojal v bistvu njegova dejanja. Ne? Mislim, moraš vedeti, da kadar razmišljamo o neki psihološkem profilu nekoga na tak način, je vedno obstaja možnost napake, kar jo večina ljudi tudi na koncu naredi, da to iz nekega svojega zornega kota seveda presojaš in to meraš glede na to, kako bi ti reagiral, kako ti razumeš prostor, kaj bi bile zate logične poteze. V njegovem svetu to enostavno ne obstaja. On je nezmotljiv, on je najboljši in on bi si v bistvu na nek čuden način želel, mogoče celo prepričan, da to tudi projicira, da gre za velikega državnika, odločnega državnika, ki bo tudi v primeru, da so se inštitucije zarotile proti njemu, zdržal ta pritisk, izpeljal svoj mandat in ker na koncu izpeljuje tezo, da so volivci tisti, ki presojajo o njegovih dejanjih. V resnici volivci ne presojajo integritete, ampak presojajo čuda drugih stvari, ne pa same integritete. To se pravi, integriteta je neka podstat, katero mi jemljemo zdravo za gotovo. Nekdo, ki pride v javni prostor, nekaj obljubi in ker je pritisk javnosti, saj v normalnih državah je pritisk javnosti, to se pravi, ta četrta veja oblasti, novinarski del, je dovolj močen, da lahko opozarja na odklone od obljub. V Sloveniji vidimo, da temu ni tako. Pa tudi, če gre za eklatanten primer, vidimo, da se da mirno peljati stvari naprej. Ker, recimo, zelo zanimivo je,
bomo počakali na pravnomočnost sodbe in bomo potem ugovarjali, kakšna pravnomočnost sodbe. Izrek je narejen, dokončen, ugotovljeno je, da je šlo za kršitev integritete, gre za upravni postopek in vsa posledica, ki je njegova, to se pravi integriteta, oziroma njegova politična odgovornost. Tukaj ne govorimo ne o kazenski odgovornosti, s tem, da moram še eno malenkost, da tukaj je zelo zanimiv manever, čist komunikacijski manever, ki ga on zdaj izpeljuje, da želi trivializirati situacijo na 2 SMS-a. V resnici gre za čiščenje policije, gre za vplivanje neposredno preko ministrice na delovanje policije, ne pa za tiste dva SMS-a. Odvetnik Bobnarjeve je mogoče mečkaj nespretno. Ne, mislim, da je kar spretno. Mislim, povedal je bistvo, ampak mogoče bi lahko nekoliko bolj podčrtal vse skupaj, da gre za dve dejanji znotraj polja ali pa morja nekih dejanj, ki sta seveda bili dovolj dokazljivi, da se je to lahko uporabilo kot temelj za takšen sklep oziroma za takšen izrek. Sebastian, zdaj, ko prav Edvard znotraj polja, znotraj morja, pa odvetnik se ni najboljše znašel, je to problem, da mi dejansko presojamo po sebi ali po nekih dosedanjih standardih, kaj smo bili do zdaj navajeni. Ker ni to prva odločitev KPK-ja zoper vodilne politike, tudi ni, bi rekel, Golob edini politik, ki ne govori resnice, ampak vendarle se zdi, zato sem rekel v naslovu, doktor populizma, da je on vse te stvari v narekovajih na nek nov nivo dvignil in da mogoče da to niso ekscesi pri njemu, ampak je to pri njemu light motiv, pa so pa kakšne druge stvari ekscesi. Zagotovo, torej poleg teh razlogov, ki jih je Edvard navedel, torej čisto psihološkega profila, je drugi vidik ta, ki si ga ti odprl, in to je vprašanje spreminjajoče se politične kulture. Vstopamo v neko povsem drugačno obdobje. V 90-ih letih bi bilo to nekaj nepredstavljivega. Ne samo v 90-ih. Že če pogledamo malček nazaj, jaz sem prepričan, da bi nek politik tipa recimo Miro Cerar povlekel to potezo, kot si rekel, do konca mandata potem deloval, šel na nove volitve, probal tam razložiti. V njegovi psihološki sliki in v duhu nove politične kulture bi bila pa to šibkost. On bi s tem napol priznal v njegovi glavi, še enkrat. Jaz sem prepričan, da je on prepričan, da ni naredil nič narobe, da je to normalno. Saj je obljubil, da bo delal antijanšistično. Saj kaj pa drugega ima? On je izvajal edino točko njegovega programa in to je antijanšizem. In čisto nič drugega ni imel in tudi za naprej nima. Na tisti znamenitem kosilu, ker je požrl svoje partnerje, se je tudi izkazalo, da tudi za naprej edina točka je strah pred Janšo. V stilu tiste izjave, ki včasih zarola po družbenih omrežjih, ko je še, mislim, da Dolanc takrat rekel, komunisti morajo biti na oblasti, če ne bomo mi, bo nekdo drugi. Zato bomo mi. In točno zato gre tudi v tem primeru. Torej, edina točka je, ohraniti moramo oblast, če ne, jo bo imel nekdo drugi. In v tem duhu seveda on mora delovati, kot da je močen. Vsega tudi vidimo, da se nosi, kot da je močen, ker nič drugega nima, enostavno. Ker dejanske moči pa on nima in je ni imel od prvega dneva tega mandata. Mi smo zelo hitro videli, da se je hotel malček postaviti kot nek samostojen šef svoje hiše na sedežu vlade in je zelo hitro dobil 3-4 klofute in se je moral njegov minister opravičevati pravemu gazdi levega bloka, to je Zoranu Jankoviću. In tudi, ko govorimo o strukturah moči, eno je formalna pozicija predsednika vlade in imel je ogromno povsem svojih ljudi, zaljubljenih v njega, v parlamentu, na drugih položajih, ampak kljub vsemu obstajajo omrežja, obstajajo mišice v tej državi, ki jih obvladuje nekdo drug. In on je enostavno moral plavati z vsemi temi drugimi, ki dejansko držijo oblast v tej državi. Zdaj pa seveda mora pripeljati do volitev v upanju, da bo vsaj tisti del javnosti, ki spremlja predvsem njegov propagandni aparat, to je Hlapce s Kolodvorske in druge medije, kot so se nekoč imenovale organizacije, v katerih danes delujejo njegovi propagandni agenti, upati mora, da bodo vsi tej milijoni, ki jih nameravajo vršiti v svojo kampanjo, delovali in lahko pričakujemo še vrsto laži, manipulacij in nezakonitih dejanj v teh
naslednjih 2 mesecih. Ja, zdaj, Edvard, ko je že posegel oseba po Dolancu, če še jaz po Titu mogoče posežem, pitajte proletere, a je spretno to od Goloba, da on reče, volivci me bodo presojali, Kakšen učinek ti misliš, da bo imel te stvari na recimo Golobove volivce, Ker težko je zdaj oceniti, se mi zdi, njegovo dejansko podporo, Te ankete so zelo lahko vrljive, Zdaj, logično je, da se ne pričakuje, da bo ponovil rezultat izpred 4 let, To tudi praktično nobenemu še do zdaj ni uspelo, po drugi strani pač te ankete recimo skočijo takrat, ko bi človek pričakoval, da bo šle dol. Kako ti ocenjuješ, pri njegovem volilnem telesu bo imel to kakšen učinek ali ne? Najprej ta izraz, da bojo volivci presojali, to je tipičen manever, komunikacijski manever razbremenitve odgovornosti. Kaj bojo volivci presojali, kaj bo čez 3 mesece in tako naprej, v bistvu ve Baba Vanga, pa še bom rekel, tisti 3, ki štrikajo tele javne napovedi. To je najprej, gre za manever. Druga stvar pa je, da v bistvu, kar se tiče njegove podpore, jaz bi se tukaj navezal na Sebastian tisto, kar si rekel, da je on moral plavati znotraj. V resnici ne vem, če je on toliko moral plavati, ker on je sestavni del tega omrežja. Kakšno moč in vlogo ima v tem, absolutno se strinjam, ampak zdaj v bistvu je sestavni del tega omrežja, on servisira to omrežje. In recimo ni edina, če mečkam komično povzamem to, ni edina njegova obljuba antijanšizem, njegova druga obljuba, ki jo pa je izpeljal do kraja, je bilo, da bo dvignil davke. In danes se utapljamo v davkih. Zdaj, 2 dni nazaj je tale klub podjetnikov dal en video ven, vrhunsko pojasnil, kaj to pomeni in v resnici kako subtilno gre to zavajanje, ki v resnici res na neki točki ne veš, ali gre za neznanje, ali gre za načrtno zavajanje, kjer je minister za finance Boštjančič začel razpravljati o tem, kam gre denar, ki gre za bruto plačo, ni pa hkrati povedal, da je to samo prvi bruto, tisti drugi bruto, ki ga podjetja plačujejo, je še zraven. In se res na trenutke sprašuješ, zdaj, ali je slovenski volivec res toliko nezainteresiran. Jaz ne kupujem ravno, da je toliko butast. Lahko nek del volivnega telesa je vedno butast, tako kot del ljudi. In del politikov je tudi butast. Ja, in del politikov in tako naprej. Ampak predvsem bi jaz rekel tako, da je toliko nezainteresiran, da ga je zelo enostavno zmanipulirati, kar pomeni, da za pametnim narativom v zvezi z anketami, v zvezi s to javno podporo in tako naprej, se da to voditi do tistih zadnjih vključnih 3 dni, ko se začne, pravzaprav, ko se ljudje nekako zbudijo in rečejo, čez 3 dni grem volit, in se bo potrebno počasi nekaj odločiti v zvezi s tem. Na tistem dogodku, ki si ga omenil, je bil spet eden od izjemnih nastopov recimo Blaža Brodnjaka. Ker on si lahko privošči take kritike, ker ima svobodo, ima svoje, dajmo reči, privatno zasebno padalo, da nalije čistega vina, ker ima tudi vinarijo, če se bo moral k temu v končni fazi zateči, recimo v nekem momentu. In zato lahko svobodno, iskreno govori. In on je rekel, da gospodarstvenikom vre zaradi delovanja te vlade. Jaz ne vem, če jim res vre, razen njemu pa drugi peščici, ki je o tem govorila. Večina drugih gospodarstvenikov so enostavno tiho, so ko miškice. Še ko se, recimo, da se na nekem dogodku srečajo s predsednikom vlade ali kakim ministrom, to so vsi mehki. To je ta, ne vem, mogoče razlog delno v temu, da je večina slovenskega gospodarstva tako odvisna od države, torej en del je ta poslovna odvisnost od državnih odločevalcev, druga stvar je mogoče tudi strah, ker se zavedajo gospodarstveniki pokvarjenosti te ekipe, in kako so pripravljeni zlorabiti vse inštitucije, preiskovalne, inšpekcijske in tako naprej, da se spravijo na nekoga, ki ga imajo na črni listi. Ampak v vsakem primeru jaz bi pričakoval, da če vre, to ljudje tudi povejo. In zdaj na eni strani bomo imeli Niko Kovač, Jaša Jenulla in vse druge, ki bodo pozivali ljudi k obrambi tega pokvarjenega levega bloka. Jaz na drugi strani pričakujem in edina možnost, da se premaga ta propagandni aparat je,
da bo več takih nastopov, kot je bil Brodnjakov. Pa ni treba, da so na televiziji, dovolj je, da vsak v svojem krogu, med svojimi delavci, družino, sosedi, ljudmi, ki jih sreča na ulici, pove, kaj si o tem misli. Ta davčni primež, nesposobnost državnih aparatov pri enostavno produkciji papirjev, ki so nujni za izvajanje neke aktivnosti. Vsi malček težijo tu pa tam, vsi so nekako kritični, ampak ni pa tistega resnega pravega izbruha, ki bi povlekel jasno črto pod bilanco te vlade in to je popoln polom. Zaradi tega ima možnost dobiti še eno zgodbo z vsem tem propagandnim aparatom, ki ga ima na voljo. Jaz bi se tukaj mečkaj navezal, glede na to, da govorim v prvi osebi. Jaz sem podjetnik že 30 let in lahko povem, to se pravi skozi moje oči, zakaj je taka tišina. Se strinjam, da je tišina, ampak dajmo najprej pogledati samo vrednoto podjetništva. V Sloveniji podjetništvo ni vrednota v družbi. Gre za neko percepcijo nekih nategunov, ki ves čas nekim utovilijo in poskušajo čim manj davka plačati in čim boljše avtomobile si kupiti in se napihati in tako naprej. Jaz ne rečem, da nek odstotek je tudi takšen. Ampak najprej gre za vrednoto, to je najprej. Da v slovenski družbi podjetništvo ni vrednoteno kot nekaj dobrega. To je najprej. Druga stvar, ko si ti podjetnik, bom rekel, jaz ta trenutek sem tukaj, mi gre 2 uri časa, v teh 2 urah časa bi se jaz lahko ukvarjal z nekim programom, z neko dejavnostjo, ki bi mi prinašalo denar, ne pa izpostavljenost v javnosti, da me neki kljukci, ki nič niso v življenju spravili skupaj, da meni filozofirajo, sem jaz kaj naredil ali ne. In je to. In potem, in ne gre samo za to, da ti se ne želiš izpostavljati. Gre za to, da si rečeš, da imaš kaj bolj pametnega v življenju za početi. In hvala Bogu, da se je Brodnjak izpostavil. Hvala Bogu, da se občasno Pečečnik izpostavil. Hvala Bogu, da se posamezniki občasno izpostavijo. Ampak moramo vedeti, da ko skozi zgodovino in na podlagi te napačne vrednote oziroma percepcije vzpostavljene v družbi, prideš do te absolutne ločenosti od odločevalcev v zvezi z javnimi sredstvi, z javnim prostorom, pa podjetništva. Kar pomeni, da če bi jaz jutri ali pa če bi začel skakati na vsako kot podjetnik, na vsako neumnost te vlade, jaz bi bil lahko 25 ur na dan angažiran zgolj v nekih razpravah, v nekih protestih, v nekih pismih, v zbiranju podpisov in tako naprej. Na koncu dneva potegneš črto pa rečeš, ja poslušaj, jaz plačujem davke, izvolim ljudi, ki naj se zame zavzemajo, a zdaj bom jaz namestnik, če še kregov in fajtov in tako naprej. Že tako, če jaz iz svoje kože izhajam, sem dovolj nor, da sploh se tukaj izpostavljam, da sem potem tarča v javnosti, ne vem česa, samo zato, ker povem svoje mnenje. Nič drugega. Mi smo ti hvaležni, da si to knal. Hvala lepa. Malo za hec, malo pa za res. Sebastian, kaj pa recimo koalicijski partnerji? Zdaj vemo, načeloma pač umazanija teče navzdol in drugo, ljudje radi točemo po tistem, ki ga dosežemo. Zdaj, če je Golob tako ali pa drugače nedosegljiv, kot neki ta zdaj še vodilni reprezentant antijanšizma, kaj pa žalujoči ostali, tisti, ki si prej lepo povedal, ki jih je pojedel na tistem kosilu. Kaj to za njih pomeni? Je to za njih priložnost zdaj, da v bistvu pokažejo neko ekvidistanco ali bojo oni v resnici kasirali pač to, kar bi moral, to porcijo, ki bi jo moral pojesti? Jaz mislim, da smo videli, da so se podelali. Zdaj, če pogledamo eno drugo paralelo. Druga Janševa vlada je prišlo ven tisto poročilo KPK-ja, ki, ko si ga šel pol kasneje prebrati, je bilo smešno. Je bilo dejansko sestavljeno iz raznega klipinga, par nekih pričevanj, torej nobenih resnih dokumentov, drugih zadev. Takrat je na prvo žogo Virant izstopil iz une vlade, izskočil, sicer neumno, ampak je bil nek popolnoma drug moment. In potem so tudi ostali partnerji, ki so vedeli sicer, da tam ni čisto nič, da iz tistega dokumenta ne izhaja nobena obtožba, sploh ne take pompozne, kot so bile takrat napovedane, ampak so morali temu slediti in je potem prišlo do tiste zamenjave. Zdaj je popolnoma drug čas in predvsem pohlevni so tej partnerji, zaradi tega, ker tudi
nimajo dejansko svojega prostora več v prihodnosti slovenskega političnega prostora, ker so nepotrebni. Ker kot sem rekel, če je edina točka dnevnega reda boj proti Janši, je zato dovolj eden. Ne rabiš ti več raznolikih, ker ne prinašajo nobene dodane vrednosti. Ni nobene programske razlike za neko širši ideološki blok ali kaj podobnega. Ne? Tako da enostavno najprej je požrl tiste, ki so izpadli pred 4 leti iz parlamenta. Pričakujem, da bo, če bo imel možnost, pač te, ki so tukaj sedaj še v igri, pa tudi prihodnjič recimo požrl. Ne? Predvsem pa jim je požrl dejansko pozicijo v političnem prostoru, zaradi tega, ker še enkrat postali so irelevantni, nepotrebni. Bolj kot to, da sta oba trenutna koalicijska partnerja pohlevna, bolj je zanimivo, da tudi tisti pretendenti za nov vstop v parlament niso malo bolj zagrabili te zgodbe. Ne? Tudi prvi odzivi Prebiliča so bili precej nekako mehki. Predvsem temu, da je dejansko Golob uspel požreti celoten pogum celotnega levega bloka in da dejansko nikjer ni več ambicij po nekem resnem rezultatu, ne pri trenutnih koalicijskih partnerjih, ki se seveda tresejo, ali bodo sploh preživeli naslednje volitve, ne pri tistih zunanjih, ki se tresejo, ali jim lahko uspe najprej 1% za financiranje in potem tiste 4% za prestop praga. Skratka, ni nobene močne nove sile, ki bi lahko izkoristila to priložnost. Na koncu še najmočnejši v tem napadu, recimo na ta prostor, je na koncu Karel Erjavec, ki mu sicer v anketah najslabše od vseh teh kaže, ne, ampak je vsaj kritičen do Goloba iz same srčike levega bloka. Ne smemo pozabiti, on je bil kandidat ta istega levega bloka za konstruktivno nezaupnico v prejšnjem mandatu. Ne. Tako da glavni problem je torej v tem, da celotno volilno telo levega bloka bo imela samo eno izbiro. Samo en je tisti, ki ga lahko izberejo, vse ostalo bo, tako kot trenutno kaže, glas, ki bo recimo vržen stran. In tle je zdaj samo vprašanje, kaj bodo te ljudje naredili. Ali bodo na koncu podlegli tej edini izbiri na podlagi strahu pred Janšo, ali se bodo mogoče pasivizirali in sploh ne bodo šli na volitve, ali bodo dali res svoj nek protestni glas ali Erjavcu ali Linčiču ali komorkoli drugemu, ker vsi tisti, ki so bili na tistem kosilu, so enostavno pohlevno podrejeni Robertu Golobu in ni nobene dodane vrednosti v njihovem nastopu v kampanji. Ja. Zdaj, Sebastian je rekel, da Robert Golob nima dejanske politične moči, ne, Edvard, da pač ima formalno, dejansko imajo drugi. Ne. Zakaj ti drugi po tvoje ne izkoristijo zdaj te šanse in se v narekovajih znebijo Goloba, pripeljejo nekoga drugega? Zakaj pa bi se? 4 leta jim služi. 4 leta vzdržuje nek sistem, zdravstvo se ni spremenilo, v bistvu samo še bolj gre na... Da pravi dobijo gradbena dovoljenja. Pravi dobijo gradbena dovoljenja. V energetiki je vse potihalo zadnje leto, a Kumar sploh še obstaja. Bom rekel, Bratuškova se parkrat oglasi na vsake svetne merele, kjer more bolj kot ne se zagovarjati, zakaj je spet nek aneks za ne vem koliko milijonov za nekaj in tako naprej. Tako da, zakaj bi spreminjal sistem, ki ti deluje? Golobov sistem trenutno deluje, zdaj kakršnokoli že moč on da ima, kakršnokoli vloga že je, zadeva deluje. Tako da jaz absolutno tudi na njihovem mestu verjetno ne bi spreminjal, če bi bil zgolj ta ekonomski vidik v bistvu tisto, kar je, ali pa ne nazadnje tudi nasplošno to prerazporejanje. Je pa res, da zdaj problem tega Goloba je v tem, da ga tudi ostali volivci na levi, ki imajo ogromno možnosti v končni fazi na levici, to se pravi na tem levem polu, sicer ne vem, zakaj se ves čas poudarja sredina levo. V Sloveniji ni nobene sredine levo, je samo skrajna levica in potem proti sredini se nekaj, kar je bolj desno, kaže in to je vse, kar je s tem, to se pravi, to Overtonovo okno je toliko zamaknjeno, da je v bistvu vsaka razprava problematična v zvezi s tem. Ampak pri toliko obrazih,
ta trenutek recimo Kordiš zelo jasno vodi linijo in je v bistvu zelo dosleden v svojih izjavah. Ne? Potem Levica, jaz razumem, da ne sme kaj dosti narediti, preprosto zato, če mečkam glavo dvigne, bo dobila po buči in ji bo, ne vem, že samo to, da ne gre vlada v smer neke višane minimalne plače, bo v bistvu Levica zgubila še 1% na naslednjih volitvah in bo padla pod 3% in bo že zdaj se, bom rekel, diha na škrge ali pa na papirnato slamco diha, da bi prišla skozi prak, ne? Kar pomeni, da Levica nič ne sme narediti. SD, oni so se pa itak zgubili v času in prostoru, enostavno so se zgubili. In to že ves čas te vlade, to ni od včeraj. Ta poteza z Vatovcem je pač samo še, kaj ne rečem, ne vem, ali gre to v smer potapljanja Levice, ali kaj sploh so hoteli s tem doseči, bi iskreno povedal, ni mi čisto jasno, razen to, da je Vatovc sebe rešil, da je šel na neko barko, kjer je večja možnost, da bo preplula skozi prak, jaz mislim, da je visoka verjetnost, da bo prišla SD, da bo SD prišel čez prak in da bo tam lahko prosperiral naprej. Hočem reči, da imajo volivci v levem bloku, ali pa dajva reči, anti-Janša volivci. Yeah. Izjemno velik nabor ljudi. In glede na to zgodbo z KPK-jem, bi človek pričakoval od razumnih volivcev, da bodo volili nekoga drugega. Ne? Če bi jim dal razlog za to. Jaz se spomnim, leta 2007 so me zahakljali v tisti, torej na poti do volitev 2008, je nekaj intelektualcev velikih ljubljanskih razmišljal, da bodo dali oglas v časopis SD, saj bi vas volili, sam dejte nam en razlog, dejte nam en izgovor. In tega ni. Ti si naštel zdaj cel kup nekih opcij, ki pa niso relevantni, ki niso, se ne pojavijo, so pasivni. Ja, na koncu dneva ni to sprožilc, da bi ga obkrožil. In še večina, tudi na levi, se boji, razumem jaz ta sentiment, ja kaj pa bo, če bo Janša prišel. Mislim, mogoče bo država lažje živela, bi bil prvi tak intuitivni odgovor. Ampak drug problem je, ker s tem seveda ni nič rešenega za njih, ker je itak večina v javnem sektorju v službi. Ampak, kar hočem pa reči, je pa to, da v bistvu ta strah pred Janšo generira na drugi strani tudi strah, če nimaš prave osebe, boš itak zavozil še tisto malo. Ne vem, a si nekdo predstavlja, ne vem, nekega Luka Mesca na mesto predsednika vlade. Ali pa Hana. Jaz enostavno ne predstavljam, če je ta vlada dovolila take skapade, kot je Tanja Fajon, pa njen Iran, pa Gaza, in da nas je postavila de facto, so Slovenijo postavili na, dajmo reči, trenutno napačno stran, dajmo reči, ekonomskega in nekega političnega razvoja Zahodne Evrope. Jaz pač res ti zmanjka nekih razlogov in si rečeš, koga strela ne pa sploh volim. In kar naenkrat ostane Golob, kateri pa v bistvu je čist brez veze. On bo blebetal tisto, kar mu bojo napisali, tisto, kar se mu bo zdelo prav, tisto, kar misli, da je najboljši. Kaj bi vas to državo pa iskreno, ne vem, če se to zgodi. Zato je res, tudi jaz se strinjam s to tezo, da ta trenutek desni politični opciji nihče drug ne pomaga toliko kot leva politična opcija. To se pravi, ne njihovi marketinški nagovori, reklame, ne vem, dogodki in tako naprej, ker je pač se vsak trud po svoje, ampak ravno s tem, da ni pravih alternativ, enostavno se je vse združilo leta 2022 na anti-Janši in to kar pluje, že 4 leta kar pluje in tudi, če se pogovarja z ljudmi, se ti bo večina tistih zagrizanih levih volivcev bo rekla, ja dobro, ampak koga ne pa v bistvu volim, vem pa, da ne bom Janše volil. In to bo bistven moment. Ja. Jaz še vedno pričakujem, da bo udeležba zelo v redu. Ne bo seveda tistih 71 izpred 4 let, ampak mislim, da se zlahka približa 65%, kar pomeni, da ljudje bodo v nekem momentu prisiljeni se odločiti. In kot si rekel, srečujem cel kup kolegov od 50 plus levih pogledov, ki ne morejo več pomisliti in prisegajo, da niti slučajno ne bodo dali svoj glas Golobu ali komerkoli misli z njim nekako ali mu biti pohleven, recimo v tem momentu, in edino, kar
tu pa tam, čujem je, da bodo dali protestni glas Jelinčiču, če že morajo nekomu. Ne? Ker je tisti moment, kot si rekel, vidijo, da je ta ekipa popolnoma za nič in pa srce ne da, da bi se obrnili in volili ali SDS ali Novo Slovenijo ali kogarkoli drugega. Ne? Največja neznanka se mi zdi pa, da bo zdaj vprašanje tistega bazena, kjer bi pred 2-3 meseci v bitki med Prebiličem in Logarjem dal absolutno prednost Prebiliču, zaradi tega, ker gre za nek levi, lahko rečemo levo-sredinski ali kakor levo-liberalni pol, kjer so uspeli tako oblatiti Logarja, da je satelit Janši, da so mu zaprli prostor in je imel Prebilič prosto pot, ampak ker je tako klavrno vstopil na sceno, je zdaj ta prostor popolnoma pustil ali Logarju ali nekomu drugemu. In tukaj mi je še popolna neznanka, kaj se bo v teh 2 mesecih dogajalo v tem delu bazena. Gre pa za kar konsistenten, velik, močen bazen volivcev, ki zna pomembno vplivati potem na končno konstelacijo prihodnjega parlamenta. No, jaz sem že mislim, da je v njih 2 oddajah špekuliral, da vidim kot eno od možnosti in še vedno špekuliram s tem, pa mogoče si celo želim, ne vem, ne, da bi se Prebilič in Logar združila, ne, da bi na ta način vzpostavila nek blok. In jaz sem nekako špekuliral s tem, da se bo to zgodilo, je pa res, da smo zelo blizu. Ja, pa tudi vprašanje, kdo bi bil prvi pol, ker verjetno oba cikata na prvo mesto. Sej, če tu nadaljujemo zdaj našo debato, kdo pol profitira? Ne? Zdaj Golobo verjetno to ne koristi, ne? Videli smo, povedala sta, da koalicijskim partnerjem kvečem škodi, ne? Zdaj komu pa to koristi? Zakaj Golobo ne koristi trenutno, kratkoročno? Volitve so čez 2 meseca. Jaz mislim, da tako, kot si prej rekel, on bo probal čim prej mimo tega, da ljudje malček pozabijo, ustrajajo v svoji liniji, brez da trzne z obrazom, ustrajajo na torej, temeljni zgodbi, ki jo ima, preprečimo Janšo še enkrat in ta polarizacija in vse, kar se okrog njega vrti, njemu koristi v toliko, da je on ta alternativa. Škoda, ki se je mogoče ne zaveda, je v tem, da v načinu delovanja deluje tako, da je požrl vse potencialne partnerje in da je praktično spraznil prostor v levem bloku. Zdaj bo samo vprašanje, ali bodo čisto vsi voli za njega, pol bo spet dobo 40 poslancev, ne? Ali pa kaj se bo zgodilo s tistimi, ki ne more, ki torej nima smisla, da volijo druge leve stranke, ker so brezvezne, ker nimajo nobene dodane vrednosti, ne? Kaj bo s tistim bazenom? Kako bo v naslednjih 2 mesecih sploh potekal njihov miselni proces v pogledu na volitve? Jaz celo mislim, da bo zdaj nekaj časa bodo ljudje mogoče kar malo odmahani z roko, pa zmanjšali intenzivnost spremljanja politike, ne? Ampak v tistem finišu bodo spet morali se skoncentrirati, ne? Ker pravim, jaz pričakujem dovolj visoko udeležbo, ne verjamem, da lahko toliko pade, kot je bila, ne vem, pred 2-3 ciklusi volitev, recimo, ne? In na koncu bodo ljudje prisiljeni v neko izbiro. Mislim, da je tekma še povsem odprta, ta 2 meseca se lahko še precej zadev zgodi. Ena zadeva, ki bi pa lahko, torej jaz mislim, da sam KPK, integriteta, to je premalo, da bi karkoli pomembneje vplivalo. Vse zgodbe o korupciji v Ljubljani, mislim, da je velik del levega telesa imun na to in da se tudi tle ne zna, bom rekel, da ne vem, ali bi to lahko dovolj močno vplivalo na rezultat. Ena možnost, ki pa je, da se pokaže vsa izprijenost te trenutne elite, pa je napoved, da se zna zgoditi nekaj velikega na področju afere Fotopub. To je pa neka velika zadeva, ki bi pa znala vplivati potem na odločanje ljudi in to zna biti tudi eden od razlogov za tresenje v levici. Vidimo, da je to popolna polomija slovenske države, da človeka, ki se slika od Benetk do Maroka do Pariza, ne morejo mu uročiti poziva, da se zglasi na sodišču. Tle gre pa za zgodbo, ki mislim, da vsakega navda z gnusom. Torej to, da so mladenke domnevno, torej, da so jih drogirali, priklenili za radiator, posiljevali, to pa so zgodbe, ki bi lahko spremenile pogled ljudi na to trenutno elito. Ja.
sem še to, preden damo besedo Edu, kaj bi bilo nekaj velikega, ko praviš nekaj Jaz mislim ravno to. Torej, razkritje, da, to je recimo slovenski Epstein primer lahko. Razkritje, da se je ne samo to počelo in kdo vse je to počel, ampak da se je tudi vsa ta leta skušalo to prikriti in da se je pomagalo celo temu domnevnemu storilcu, da se v bližini, torej streljaj od Slovenije, skriva in da mu sodišče ne more vložiti poziva. Kepa blata te zgodbe je toliko velika, da bi, to je lahko tista da eksplozija. bi bilo umazanih res veliko okrog. Mogoče je to po dimenzijah še bistveno večja zgodba od Baričevič zgodbe, ne? Kjer se je relativno hitro pač potem to nekako potaškalo in tako naprej. Ne. Tukaj je pa seveda na udaru to hardcore jedro levice in te pritikline, teh nevladnikov, ki se vrtinčejo okrog to se pravi levice. Ne. In tukaj velja še eno malenkost dodati. Ne. Slej ko prej, vprašanje je, ali bojo ustrezni akteri, dajmo reči na desnem polu, no, kjer bi bili verjetno najbolj zainteresirani, uspeli nekako zadeve pripeljati toliko daleč, da bo javnost bolj seznanjena ali pa da se bo bolj začela zavedati te dobesedno natege, če se navežem na Bojano knjigo, ne, dobesedno natege, ki se dogaja s posameznimi nevladnimi organizacijami, ki de facto v Sloveniji vodijo politično kampanjo. Ne? Odkje so financirani, odkje ta denar prihaja noter, zakaj se jih ne procesira, zakaj se jih ne ukinja, kako je možno, da recimo, zdaj smo imeli pred kratkim primer, pač, ko je prišlo v javnost, ta spletna stran, kjer Svoboda izvaja kampanjo, ne? In v nasprotju z pravili... Zakonom, evropsko uredbo, vsem. Ne? Jaz upam, da bo vsaj Meta, to se pravi Facebook in tako naprej, da jih bo izbrisali ven in da bojo vse skupaj to ukinali. Jaz res držim pesti. To mora odločiti ekipa s FDV-ja, s katero Meta komunicira v Sloveniji. In ta, v bistvu ta sistemska napaka, ne, je tista, ki generira pravzaprav to na koncu dneva že skoraj zgroženost velikega dela volilnega telesa, da si rečeš, pa kako je to sploh možno, da tam neke punčke, neki fantki narekujejo neko igro v slovenskem političnem prostoru. Jaz ne vem, če bi si v Nemčiji, kaj bi se zgodilo, ali pa v Italiji, mogoče Sebastian bolj šveška, bolj poznaš, recimo tudi italijanski prostor, da bi v Italiji prišla neka politična eminenca, to se pravi Lojze Peterle v studio z nekim aktivistom, ki pač sploh ne vem, kaj on v resnici je nulam, in ona dva naj bi tam resno razpravljala. Jaz mislim, da bi v Italiji ali pa v Nemčiji ta politik vstopa šel ven, bi rekel, ste vi normalni. Skomnej se tudi pri nas pred 10-20 leti se to nikoli ne bi zgodilo, da bi šel politik na eno tako soočenje. In potem, da ljudje to nekritično sprejemajo in da se, kako bi rekel, da se v resnici nič ne zgodi znotraj sentimenta, sej ne pričakujem, da bojo ljudje z granitnim kockam preleteli pred Pop TV in tam nekaj metal, ampak da se nič ne zgodi, to je pa naravnost, bom rekel, naravnost tragično. No? Zdaj Golob je v svoji obrambi, ali pa poskusu ohranitvi položaja, rešitvi svoje politične kože, da tako rečem, in med drugim tudi rekel, če ne bom jaz, bo kaos. Ti si na začetku o tem govoril, pač, če ne bomo mi komunisti, kdo pa bo, če ne bo Golob, kdo pa bo. A je mogoče tudi dal priložnost opoziciji ali pa svojim političnim tekmecem, ker če zdaj pogledamo tako realno naše življenje, ta hip, čist bi rekel tako vsakdanje, pa tudi malo bolj zapletene družbene procese, se zdi, da kaos že je, Nimamo občutka, da država pač brezhibno ne financira. To vemo, da ne deluje brezhibno pod Golobom. Jaz mislim, da vsak njegov stavek je priložnost, ampak nihče kaj dosti ne zagrabi. To je seveda narcisizem neverjetne razsežnosti. To je dosti večji narcisizem, kot je bila recimo takrat povsem upravičena izjava dr. Drnovška, ko je rekel, saj se boste še poklali za mojo pozicijo, če se umakne, kar se je kasneje izkazalo, da je popolnoma res. V tem primeru pa to seveda ne drži. Jaz mislim, da so dejansko pripeljali državo v popoln kaos, kar se tiče državnih aparatov, ko si prej omenjal od zdravstva do vsega ostalega.
predvsem pa, kar se tiče morale, ne, to je moralno dno. Ne, torej, ta odtujena elita, ta dekadenca, kokain, korupcija, iz Slovenije so naredili Babilon. To je, naredili so moralno dno in iz tega moralnega brezna moramo nekako zlesti ven. No, in jaz mislim, da bodo naslednje volitve poleg vprašanja, kdo je sposoben upravljati z državnimi aparati, kdo je sposoben zagotoviti živo gospodarstvo, da bo financiralo vse sisteme, ki gradijo našo civilizacijo. Poleg vsega tega mislim, da bo to tudi odločitev na področju morale, torej moralna izbira odnosa do življenja, odnosa do neke dostojnosti. In zato se mi zdi, da zna biti afera Fotobab, kot napovedujejo tukaj neko eskalacijo, zna biti tisti game changer v naslednjih 2 mesecih, če se bo tukaj nekaj dejansko zgodilo in če bodo aparati države končno nehali ščititi storilce tistih dejanj. Čeprav je dobro vprašanje prav v navezi s tem, kar si povedal, ne? Mi smo ta trenutek priča že 3. teden v najbolj gledani oddaji, to se pravi z političnega spektra, v Sloveniji, to se pravi Tarči. Že 3. teden poslušamo in gledamo to meljenje, to se pravi ljubljanskega župana in njegove ekipe, ne? Ampak a se je v teh 3 tednih kaj zgodilo? Ne vem, je kakšna obtožnica odkje prišla, a so koga odpeljali, ali je, ne vem, karkoli. Načelnica upravne enote je zavrnila poziv k odstopu. Babič je dal neko izjavo o tem, kako želi vsem lepo, srečno, zdravo novo leto. In to, pošteno, ne? Pošteno, ne? Ampak zato pravim, ne, da je res veliko vprašanje, ki bi ga veljalo čim večkrat javno zastaviti. Pa ljudje, dragi, saj ste rojeni v tej državi, zaposleni ste, ne vem, v pravosodju, na tožilstvih, na policiji, v raznih nadzornih organih. Pa kaj je z vami? Kaj je z vami? Ali res za tisto eno škatlo ruma, ali ne vem, to je zdaj pregovorno že postalo, si pripravljen gledati stran, da se dogajajo takšne svinjarije, ne? Kaj je z vami? Dajte se že enkrat zbuditi. Gre za neko okolje, kjer bojo naši otroci nadaljevali to svoje življenje. Vsi pač nimajo možnosti kar zginiti nekam v tujino, vsi pač in nekateri tudi ne želijo tega, ampak želijo iz te države nekaj narediti. Jaz mislim, da smo tudi mi 3 tukaj, eni od teh, ki želimo še iz te države nekaj narediti. Ampak, če se te ljudje, ki dnevno odločajo o prekrških, ki dnevno odločajo o raznih, spomnimo se protestov in potem opravičil sodnic ljudem, ki so bili v kazenskih postopkih, ker so pač one odločile svojo, ne vem, s kurjenimi možgani, s to to se pravi prebojensko mentaliteto, da to ni, ker so bili iz pravega političnega spektra in tako naprej. Čas je, da se ljudje enostavno zbudijo in dejstvo je, da se naša skupna zgodba na koncu dneva oblikuje in izvaja na podlagi teh dnevnih malih odločitev. Malih odločitev, kjer naj bi bil ta moralni imperativ. Tisto, zaradi česar ti družba sploh zaupa funkcijo, da boš izpeljal tepe pa pomemben tam flaša ruma ali pa ne vem 500 evrov, ki si jih tam dobil. Jaz verjamem, da ti olajša življenje tistih 500 evrov. Ampak če bi se držal svojega dela in svoje delo opravljal tako, kot je potrebno, ne, bi to kliko, saj ta klika, o kateri že 3. teden poslušamo, saj ta klika ni 15,000 ljudi. To je klika 30 ljudi, od katerih je 20, si upam trditi, bivših vojaških obveščevalcev ali pa takšnih obveščevalcev in ki tako ali drugače znotraj omrežja funkcionirajo. Vse drugače ne more biti. Ne? In zato mogoče tudi poziv iz tega mesta, ne, da je res bi se bilo dobro vprašati, kam gre ta država, ker to, tako kot si se mi zdi kvalitetno oceno, ne, to na točki, kjer smo se znajdali, na podlagi 4-letne vladavine, neke popolnoma brez kompasa, skupnega dobra kompasa, vladavine je naravnost, bom rekel, točka, kjer morajo zvoniti vsi alarmi na vseh segmentih družbe, da se morajo stvari spremeniti, ker drugače smo na robu mogoče celo
da ne bom preveč dramatičen, ampak na robu nekega odkritega spopada, ker tako naprej več ne more iti. Ja. Sebastian, a lahko potem sploh kdo premaga Goloba, razen Goloba? Jaz mislim, da če poslušam ljudi po državi, je bolj drugo vprašanje, ali lahko Golob še enkrat nategne ljudi. Ne? Ker zdaj najprej, če pogledamo te ankete, ne? Te ankete so, kot smo večkrat rekli, lahko čisto korektno, strokovno izvajanje, ampak treba vedeti, kaj pomenijo te ankete. Te ankete niso volilna napoved. Ne? Te ankete so bolj neke vrste, kar reče v vedenjski ekonomiji, heuristika razpoložljivosti. To je prva zadeva, ki pade na pamet. To pomeni, to je bolj neka prepoznavnost političnih strank, ki jo skavča na prvo žogo odgovoriš. Kar se tiče volilne napovedi, so potrebne precej bolj poglobljene analize. In te analize zdaj obstajajo v zadnjih tednih in kažejo precej slabšo sliko za Roberta Goloba, kot jih kaže ta, dajmo reči, površinska polarizacija. Kljub vsemu je pa to dogajanje v političnem prostoru, je pa tisto, ki pelje do volilnega finiša. In v levem bloku je edini, ki dobro pelje svoje stvari, ravno Robert Golob. Dobro jih pa pelje zato, ker onemogoča kakršnokoli drugo izbiro. Torej stvar je v tem, v kakem mentalnem okvirju bodo pripadniki antijanšizma, pripadniki levega bloka, pa pripadniki mogoče čisto neutralne neke populacije, sprejeli svojo odločitev. Kaj je na meniju? Kaj bodo lahko videli? Ali bodo sploh kaj izbrali, ali ne. In trenutno jim Robert Golob z svojim delovanjem oža izbiro s tem, da požira in eliminira vso alternativo v tistem levem bloku. Na drugi strani je desni blok dobro organiziran. Deluje, ima še vedno dovolj pestro ponudbo. Jasno je tukaj, eno je SDS, drugo je zdaj koalicija Nove Slovenije z SLS-om in Fokusom. Tretja izbira demokrati Anžeta Logar, ker sem rekel, da je največja neznanka, zaradi tega, ker je to vstop na nek nov prostor in bo treba videti. Potem je pa tukaj še, mislim, da na robu vstopa v parlament ali pa z eno nogo že počasi noter lahko izbere svojo pisarno tudi Zmago Jelinčič, kot vidimo, tudi po zadnjih raziskavah in predvsem po odzivih ljudi, ki so ali protestno naravnani ali pa, kot si prej omenil, vidijo, da se mora nekdo zavzeti, magari z jasno besedo za Slovenijo, ne pa za vse ostalo, za kar se določena politična ekipa pri nas zavzema. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da je ne glede na to, da so zaradi milijonov, zaradi zlorabe vseh institucij, ki so jim na voljo, torej, kar se tiče ekipe Roberta Goloba, jaz še vedno mislim, da je trenutno tehnica nagnjena na stran sprememb. Je pa bistveno to, kar je tudi Edvard nakazal, da se ljudje angažirajo, da ljudje govorijo, da se zgodi ta val osebnega prepričevanja. Same stranke niso dovolj. Mi, civilna družba, je tista, ki mora oddelati svoj del prepričevanja, informiranja, razlaganja, da se bo dosegla neka večina za spremembe. Ker tukaj je recimo lahko zelo, mogoče res malo drastična taka primerjava, ampak poglejmo, kaj se v Iranu dogaja. Jaz mislim, da si mi zelo težko predstavljamo, kaj to pomeni v tistem režimu, da si ženska potegne dol ruto in da gre tam 100.000 ljudi na cesto, kljub temu, da frčijo metki vse okrog in tako naprej. Hočem reči, da se absolutno strinjam s tem, da je potrebno v bistvu ljudem nenazadnje tudi pomagati se nekako pri sebi, da ljudje pridejo do te odločitve, da so oni odgovorni, da smo mi vsi skupaj odgovorni za to državo, da to niso neki tretji dejavniki, kar tam nekdo. Ker občasno, ko vidimo, kako ločeno od neke baze je v resnici odločanje, recimo konkretno te vladne politike, je res pride do občutka, da nimaš nobene moči, da boš kaj konkretno naredil. Jaz bi tukaj mogoče v enačbo samo še potegnil še enega, in to je Stevanović, ki nedvomno pokriva tudi en del. In vsi te napadi na njega do zdaj so bili
do neke mere, to se pravi očitki o, ne vem, kako je nek denar poneverjal in ne vem kaj, ne, do neke mere so bili učinkoviti. Ne? Ampak ne smemo vseeno pozabiti, ne, da preko to se pravi Stevanoviča tudi prihaja nek sentiment v to volilno obdobje, ki pa je za odtenek od nekega sentimenta ostalega dela volilnega tela nekoliko bolj agresiven, ne? Nekoliko bolj se zna jasno postaviti in jaz mislim, da je to tudi en del Stevanovičeve prednosti. Če Golob želi skomunicirati, da je on močen politik, ki se je edini sposoben recimo soočiti ali pa postaviti po robu Janezu Janši, ne? V resnici, če daš Goloba pa Stevanoviča, to se pravi na tehtnico, ne, ugotoviš, da je pri enemu resnična moč, ne, pri drugemu je pa ta PR-ovsko navidezna moč v ozadju. Ne. In ne smemo pozabiti tega elementa, ki bo odigral neko vlogo, ker je seveda strah enega lepega dela volilnega telesa pred Janezom Janšo v resnici na nek način upravičen. Ne. Janša je močen, artikuliran, to se pravi organiziran politik in za vsakega nasprotnika je resen izziv. Je resen izziv. Ne? In v Sloveniji smo prišli celo tako daleč, da je on v resnici izziv za celo polovico, dajmo tehnično gledati, ne? Za celo polovico enega volilnega telesa, ne samo za neko stranko, ki bi se spopadala z SDS-om in tako naprej. Ne? Edvard Kadič, dr. Sebastijan Jeretič, najlepša hvala za vajina pojasnila oziroma razmišljanja v našem tokratnem pogovoru. Gledalke, gledalci, če vam naše debate niso dovolj, imate od danes naprej na voljo knjigo Bojana Požarja Gospod na tek. Res je sicer, da je precej obsežna, ampak do volitev imate dovolj časa, da jo preberete in se potem mogoče lažje odločite. Mi se ponovno vidimo prihodnji torek, do takrat pa seveda lahko noč in srečno.